Živjo, Ul tukaj, vi gledate Slova na easy. Jaz tukaj razlagam slovo na najbolj easy način. Ok, a veste, kdaj uporabiti isti, kdaj pa enak? Čeprav mislimo, da sta si besedi ful podobni, v resnici njun pomen ni ne isti, ne enak. Jaz sem pa to ful dobro spel. Predstavljajte si, da hodim po cesti, a ne vidim prijatelja, grem do njega pa ga vprašam, ej, a imaš isti par hlač kot jaz? S tem ne mislim, ne vem, da imava hlače, ki so enake barve ali pa enake velikosti. S tem sem v bistvu povedal, da imava samo en par hlač, samo en isti par hlač. Torej, čeprav se umiva vsem, ne hvala. Torej, isti pomeni, da je samo točno ena določena stvar, samo ena. Tukaj imam en primer, to je McDonaldsova Coca-Cola, ne? Ta velika. Dve slamci gresta ven, ena je za mamo, ena pa za očeta. Zakaj je tako? Zatega, da imam jaz njuni Coca-Coli, ona dva pa imata isto Coca-Colo, samo eno isto Coca-Colo. Tako imam jaz največ. Še en primer je, ne vem, sonce. Vsi vemo, da je samo eno sonce, ne? Torej, vsi gledamo isto sonce. Vsi gledamo isto nebo, vsi dihamo isti zrak. Vsi, ki so šli na Triglav, so šli na isti Triglav. Torej, isti pomeni samo ena stvar, samo ena točno določena stvar. Torej, medtem ko enak pa v bistvu govori o večjih stvareh, ki imajo podobne lastnosti ali pa, ja, lastnosti, ki so si tudi podobne. Torej, prej, ko sem rekel, da imava jaz pa prijatelj iste hlače, ne? Ne, jaz pa prijatelj imava enake hlače. To pomeni, da so, ne vem, enake velikosti, a ne? Še en primer je tukaj, da imam dva smajlija. To sta enaka smajlija, a ne? Ker sta dva, pa ker sta oba dva rumena, pa smajlija. Še en primer je, danes v šoli sem dobil dve enaki oceni. Eno pri matematiki in eno pri slovenščini. Seveda sta obe dve 5. Ja, to itak. Zdaj pa, a razumete, grem na hitrico. Torej, isti je samo ena točno določena stvar. Enak je pa, da imamo lahko več stvari, ki imajo podobne lastnosti. Če dam to še za en primer, vsi govorimo isti jezik, je pa tudi res, da imamo vsi enake želje, da bi bile čim prej počitnice, a ne? Saj nisem edini. Upam, da ne. Ja, to je to. Če imate kakšno vprašanje, mi jih napišite na mail, ki ga bom dal spodaj v opis. Spodaj v opis bom dal tudi primere, če vas slučajno zanima. Mogoče povejte prijatelju ali pa kaj. Bi bil jaz ful vesel, če bi všečkal ta video. Še bolj bi bil pa vesel, če bi se naročili na YouTube kanal Slova na easy. Ok, lepo se majte. Čau!